Pozdravljeni. Med vsemi vrstami odrešenj, ki obstajajo, velja samo eno za tisto resnično, pravo, ki mu lahko nadenemo resnično odrešenje. Če nas, na primer, motijo otroci in je naša rešitev, da se odmaknemo od otrok, potem nismo odrešili nič, ker še vedno v sebi nosimo ta naš notranji problem oziroma konflikt, ki ga moramo razrešiti. Enako velja za denar. Če si ga želimo vedno več, čeprav si ga nakopljemo ogromno in še vedno znotraj sebe čutimo manjko, smo še vedno notranje neodrešeni. Kako se torej resnično odrešiti vseh težav in problemov, ki navidezno nastopajo v svetu okrog nas? Najprej moramo ugotoviti in uvideti, da vse te težave in problemi ter konflikti izhajajo iz nas samih. Kar pomeni oziroma sledi, da vsaka pravilna rešitev ni tam od zunaj. Ne moremo stvari rešiti tam od zunaj, ampak jo moramo rešiti tam, kjer se nahaja. Tako rešitev kot problem se nahaja v nas samih. In če naslovimo našo rešitev, odrešitev v nas same, potem smo že na dobri poti, da se odrešimo marsikaterega problema. Če rešujemo težave tam od zunaj, bomo pri tem zelo nemočni. Ker takoj, ko se bo ena težava navidezno rešila, se bo pojavilo še milijon drugih, ki bodo sicer podobne si med sabo, ampak kljub vsemu bomo spet imeli veliko nepotrebnega dela. Zakaj? Ker se vse težave vedno rodijo v nas samih. Torej, edino resnično odrešenje je naše notranje odrešenje. Ker celega sveta ne moremo spremeniti, da bi bil točno tak, kot si mi to želimo, lahko pa spremenimo sebe oziroma svoj pogled na svet. In če to naredimo, pomeni, da sprejmemo kako drugo perspektivo, kak drug pogled na stvari tam od zunaj in že lažje plujemo po oceanu, ki se imenuje življenje. Ker vse izhaja iz nas, imamo tudi mi vso moč, da to tudi popravimo oziroma uredimo, da se bomo počutili lepo, izpolnjeno in lahkotno.
Seveda pod pogojem, da se obrnemo v našo notranjost in tam, samo tam delujemo. Če pa zmotno rešujemo stvari tam od zunaj, jih bomo še dosti časa reševali, dokler ne bomo ugotovili, da jih dejansko od zunaj ne moremo rešiti. Ker če rešujemo od zunaj, je kot da bi se z glavo zabijali v zid, ki bo tam večno stal. Od znotraj pa lahko ta zid bodisi premaknemo, bodisi porušimo, ker od znotraj imamo vso moč, da spremenimo cel svet, ki je okrog nas.